In v Přemyšlu je bilo tako, res je lahko zbolel. Jaz sem bila zdaj v Přemyšlu, če ste Maistrov glas prebrali, smo odprli Maistrov kotiček v Přemyšlu in je torej skulptura oziroma multipla Maistra na konju. Potem je vse te dogodke, kako je zbral ti 4000 vojakov. In smo to otvorili in drugo leto otvarjamo spominsko ploščo. Pozdravljen v Mariboru, seveda v imenu našega mariborskega društva, ki je zagotovo tisto, ki je zadolženo najbolj za ohranjanje spomina na generala Maistra in tudi vse naše aktivnosti grejo v to smer. Tukaj pred enim izmed spomenikov, saj je Maister kljub temu, da nam je osvobodil Maribor in ta prelep del severne meje, se v Mariboru nismo znali primerno oddolžiti, eni ja, drugi ne. In tako je bilo tudi z željo, da bi Maistru postavili spomenik. Tukaj blizu je naša občina, tam je bil res postavljen doprsten kip, vendar v času okupacije so ga domoljubi umaknili, skrili v Mariborski muzej in potem ga tudi vrnili. Prišel je pa trenutek, ko je nenaklonjenost Maistra zopet naraščala in eden izmed vrhunskih slovenskih politikov je prišel v Mariborsko občino in je videl ta pernatov doprsten kip in smo ga morali odstraniti. Jaz sem takrat bil na spomeniškem varstvu in sem bil tisti egzekutor, ko smo ga z službenim avtom odpeljali v Šentilj v šolo in zanimivo je bilo, da tam je ravnatelj rekel, dobro, če že ga bomo sprejeli, ampak nikoli ne pridite več po njega. In ko je bila osamosvojitev, takrat meni ni bilo več v tej službi, so ga vrnili. Najprej je bila ideja, da bi spomenik stal tukaj v bližini in takrat je ena izmed idej bilo, da bo stal tam. Potem je bila en predlog, da bi bil tudi tukaj. Potem pa je dobil Drago Tršar, eden najboljših slovenskih kiparjev, nalog, da naredi to skulpturo, vendar bi naj predstavljala Maistra. Njegovi borci bi pa morda bili nekje v podrejenem položaju in poglejte, on ga je moral skriti. Torej še, tako da je on takrat v dilemi, ali sploh naj dela ta spomenik ali ga naj dela. Hvala Bogu, da je bil narejen, ker gre za dejansko umetniško delo. Zdaj pa že od leta 22 pa jo upravljamo oziroma skrbimo tako. Dan dragonarjev, ki ga bo preživel Maribor. Deklita Štajerska, bodite pozdravljena, bodite mi pozdravljene. Čez kratkih 7 let se bomo videli spet, če bo k nam da na svet živet. Čez kratkih 7 let se bomo videli spet, če bo k nam da na svet živet.
No, 87. leta pa je potem končno, tu je prva gimnazija v bližini, Maistrov trg in tam stoji podobno, kot je v Kamniku, nekaj podobnega. No in potem so se dogovorili z enim kompromisom, da bo na šoli relief z Maistrom na konju in to je prvi z sabljo. Tam je potem Vlasta Zorko-Tihec naredila ta relief, Maister na konju, borci okoli z sabljo in to je bila prva taka v Mariboru na konju. Vendar takrat pa se je oglasil Maribor bolj Maistrovi borci in so rekli, Maister bo pokopan v Mariboru, ker je osvobodil Maribor, ker je bila tu severna meja. No in potem vemo, ko se krene ta sprevod iz Unca, pa so v Ljubljani, Celju, v Maribor in v Mariboru so ga na glavnem trgu v vežo magistrata. In en dan, eno noč, koliko je bil tam, 20.000 Mariborčanov se je poklonilo. In potem je sledil pogreb iz glavnega trga, tam, kjer je magistrat, do sem. In to je bila nepretrgana kolona, v kateri so bili vsi, torej ne glede na politično, versko in tako dalje, od cerkvenih dostojanstvenih do strank političnih, športnih, skratka vse, kar je bilo. No in definitivno je to najveličastnejši pogreb v zgodovini Mariboru. Prepiri sveta bo pregnan, da rojak prozbo vsak ne vrakle sosed bo mejak. Da rojak prozbo vsak ne vrakle sosed bo sosed bo mejak. Češena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, naprej za nama slavena vojnaška kri, za blagoročje dnjave naj pušča govori.